Ko sem poslušal prvi del, sem se spomnil stare zgodbe tam iz leta, ne vem, 90, mogoče še tam nekje je bilo, ko so se začeli tisti programi za obvezne izbirne vsebine v srednjih šolah. In je direktor oddelka uporabne matematike na inštitutu Jožef Štefan povabil tudi mene, da bi se pogovorila, če je kakšna možnost za sodelovanje, da bi ustvarili kakšen program, kako mladem nagovoriti tudi o vrednotah. In ko smo se pogovarjali, pravi, ja veste, ker je pač vedel, da sem duhovnik, rekel, veste, vsi ljudje moramo spoštovati 8 božjih zapovedi. Rekel, no ja, tiste prve 2 za vas, ki ste verni, ampak druge pa so za vse. No, potem lahko damo 3 za tiste, ko smo verni o Bogu, drugi so pa v medčloveških odnosih. Kaj je etika? Smo danes že slišali kar nekaj definicij, lahko bi še več. Ne bomo govorili zdaj o definicijah, zdaj bi o izkušnjah, okrogle mize so tam, ker se povemo o svojih izkušnjah, svojih razmišljenjih tako na hitro. V 1 uri in pol 5 ljudi bo že kar malo časa za vsakega, pa vendar. Pa tudi, da se pogovarjamo o istih temah. Tukaj smo zbrani, jaz kot voditelj Silvo Šinkovec, potem gospa Marta Turk, mislim, da če so listki prav napisani, upam, da so. Potem gospod Ira Zorko, naslednji, malo več bom potem predstavil kasneje, Radko Luzar, naslednji, in potem Rok Meglič, ko smo se še iskali, da se poznamo zdaj, smo si samo po mailih dopisovali, in gospod Matjaž Stare je kot zaključi tole okroglo mizo. Manjka pa gospod Damjan Dolinar, ki se je opravičil, včeraj smo se še dopisovala po mailu, danes zjutraj pa zaradi bolezni je moral v zdravniku in se opravičuje in danes ga ni z nami, čeprav je napovedan tudi on kot tamle prvi na listi, na seznamu sodelujočih. Veliko vprašanje, ko smo se malo kontaktirali, sem vprašal, kaj bi radi povedali po eni strani, pa bo vsak najprej v prvem krogu povedal 2-3 ključne točke izhodišča svojega razmišljanja, kot eno sporočilo, kot svoje razmišljanje, kaj je to poslovna etika, kaj je to dobra praksa tam, kjer vsak dela. Po eni strani, po drugi strani pa na koncu sem dal tudi še vprašanje, kaj bi lahko vprašali drugega, ker si že to, da se mi pogovarjamo med seboj, je dovolj zanimivo, ker se pravzaprav prvič srečamo na tak način sami in seveda, da potem še povabimo druge, da v zadnjem delu, da se vključimo. Ko sem delal raziskavo v osnovnih šolah, kaj so osnovne šole zapisale v vzgojne načrte. Vsak vzgojni načrt ima tudi na začetku vrednote. Vsaka šola je povabljena, da napiše sama nekaj temeljnih vrednot, o katere šole verjamejo in so jih potem tudi zapisali. Pregledal sem 60 vzgojnih načrtov, še nekaj drugih raziskav je bilo podobnih, so nekateri več, drugi manj teh vzgojnih načrtov pregledali. Dam kratko testno vprašanje, prej gremo k pogovoru. Katera vrednota se vam zdi, da je bila na prvem mestu? Čist prvo tako, kar se vam zdi, da bi šola zpisali. Kdorkoli hoče, na hitro, vsakdo. Ena vrednota, ki se zdi, da izstopa, učitelji so pisali, starši so bili povabljeni, da dajo svoje mnenje, otroci so bili. Razne vrednote. Iz 60 vzgojnih načrtov smo jih našteli čez 340, 370 vrednot. Katera naj bi bila na prvem mestu? Solidarnost. Jaz upam, da je bila svoboda duha. Svoboda duha. Uspešnost. Poštenost. Ja, jaz bi pozitivno rekel uspešnost, drugo bi pa rekel, da spadaš v nek okvir uspešnosti. Aha, zanimivo. Drugi nekateri berete v vzgoji, že veste, ker tam sem že večkrat pisal o tem. Na prvem mestu, visoko na prvem mestu, 90% po tisti raziskavi, ki je največ vzgojnih načrtov vključilo, je spoštovanje. Kar se mi bilo zelo zanimivo, da so šole napisale spoštovanje, najbrž ne zato, ker smo družba, kjer se vsi spoštujemo drug drugega, ampak najbrž, ker si želimo še več spoštovanja.
na drugem potem znanje, na tretjem potem odgovornost, potem pa vse druge vrednote, seveda, ko ste jih našteli in tako. Mogoče tako malo samo za ogrevanje, da se rečemo, o čem pravzaprav razmišljamo, ko govorimo o vrednotah. Gospa Marta Turk, ekonomistka, podjetnica, direktorica Ljubljanske gospodarske zbornice, mama 4 odraslih otrok, ves čas podjetniške kariere se ukvarja tudi s posebnimi ciljnimi skupinami, njihovim opolnomočenjem, predvsem ženskami, brezposelnimi ženskami, mladimi. Najprej bi lahko še kaj našteli, a ne? No ja. Še je veliko. Če ima človek 60 let, potem že. V svoje roke sem prevzela tudi etiko socialnega podjetništva, rečemo. Par besed o vas, tako kot ste sama zapisala, mačkam, da vas poznamo. Damo najprej besedo vam za vaše prvo izhodišče, to, kar ste vi želela kot svoje sporočilo dati temu našemu zboru. Ja, danes moram reči, da sem zelo pozitivno presenečena ali pa pravzaprav zadovoljna, da sem tukaj, da sem se odločila sprejeti Kajino povabilo, da slišim tudi te vsebine, za katere se skozi svoje življenje, podjetniško življenje, ves čas tudi zavzemam. Začelo se je pa tako, da ko smo prišli v to samostojno našo domovino, našo Slovenijo, smo zelo hitro začeli v vseh okoljih govoriti o tem, da je prišlo do razpada vrednot, da vrednot preprosto več ni. In nenadoma so se kar odprli ti tuneli, o katerih smo prej slišali, ne, skozi kateri so prehajali nekateri zelo uspešni, ne, ampak ob tem smo vedno bolj opažali, da ob tem uspehu je zelo veliko vrednot padalo in propadalo. In kot žensko, kot mater, kot svobodomiselno osebno, pa kljub temu z, verjamem, nekaterimi res etičnimi, moralnimi vrednotami, ki sem jih prenesla še od otroških let, se mi je zdelo to preprosto neverjetno in narobe in da pravzaprav najbrž ne znamo poslušati drugega in ne verjamem, nisem mogla verjeti, da je prihajalo oziroma da se je začelo to razpadanje vrednot. Hkrati pa seveda z izkušnjami v življenju ugotavljaš tudi, da je verjetno to spreminjanje vrednot naravni proces ob vseh teh spremembah, ki pa gredo zelo hitro naprej. Tako da vse, kar sem danes slišala, vse bi potrdila in kar bi želela sporočiti je to, da se mi zdi res zelo pomembno, da na vseh nivojih uvedemo, obnovimo ta potrebna znanja. Znanja o etiki, o morali, o osnovah, ki so pravzaprav že iz antike del človekovega življenja, pa smo jih morda res malo zanemarili v nekem obdobju. Ampak kar me zelo skrbi, je to, kar sem tudi mojemu sosedu prej nekako namignila. Kje se pravzaprav dogajajo te vrednote in obnavljanje teh vrednot in skrb za njih? Ali res samo pri posamezniku, ali pa je v resnici posameznik popolnoma nemočen ob tem, ko v njegovem imenu, o njegovi prihodnosti in ne samo o njegovi prihodnosti, ampak prihodnosti njegovih otrok odločajo drugi. Mislim, da je zelo pomemben primer pravzaprav ta podpis oziroma soglašanje z CETA sporazumom, kajti prav tukaj se res tipično to dogaja, da se za zaprtimi vrati razpravlja o elementih tega sporazuma in da se posamezniki sploh ne zavedamo, kakšne bodo posledice, vsi pa si želimo, da bi bile seveda dobre. Tukaj se mi zdi, da je en tak konflikt teh interesov, ki so od najvišjega vrha, ki odloča v imenu milijonov drugih, do posameznika, ki se pa vendarle trudi, da bi v svojem okolju, v svoji družbi, tudi v svojem podjetju obdržal tiste najpomembnejše vrednote, ki so seveda pomembne za blagostanje, za to, da nam je dobro v družbi. Seveda znotraj tega je ogromno anomalij, delodajalci z ene strani, delojemalci z druge strani, ves čas nek konflikt, nek nates interesov, ki bi pa, če bi bile te vrednote z vrha, vendarle resnicoljubno sporočane navzdol, verjetno našle svoje mesto. In to me skrbi, da tega, če se ne bomo znali sami opredeliti in postaviti za to prihodnost teh otrok, tega nekako ne bomo znali več zadržati. Veliko pa računam na družinska podjetja, danes so bila omenjena, ker sem prepričana, da na kmetijah med
v družinskih podjetjih te vrednote ostajajo, so kot neka trajnica, kot neka stalnost, seveda doživljajo tudi mnoge spremembe, vendar družinska podjetja že po načelu stvari, tako kot seveda kmetije, ki gredo iz roda v rod, morajo imeti nekaj tistih čvrstih oprijemal, stebrov, na katere se lahko več zanašajo. To bile moje začetne misli. Hvala. Bomo šli po vrsti, kot so tako napisani tam v programu, tako da bomo se držali malo reda v začetku, bomo pa pustili, da se pogovor razvije. Drugi na vrsti je Radko Luzar. Končal fakulteto za elektrotehniko, bil tudi vodja nekdanji Iskri, v Pori Šentjernej, po stečaju Iskre leta 1991 končal na Zavodu za zaposlovanje. In tam se je začela nova življenjska pot, tako da so različna obdobja v življenju. Začel samostojnim samozaposlitvijo nekaj let. Podjetje se je začelo širiti z organsko rastjo. Danes podjetje zaposluje več kot 70 ljudi, deluje na področju elektronike z razvojem in proizvodnjo vezano predvsem na svetovna tržišča. Podjetje LTEK je vse leta uspešno, v letu 2013 je bilo slovenska srebrna gazela. Ves dobiček vlagajo v ljudi, v razvoj, v tehnološko opremo in se podjetje še naprej širi. Tukaj ni več samo direktor podjetja, ki je pač tako se počasi razvijalo, ampak tudi župan ene občine kot neprofesionalni župan, rečemo, ne? Radko, beseda je vaša. Evo, hvala lepa za lep pozdrav vsem. Hvala Silvoto za povabilo. S Silvotom sva sošolca, zato sem tudi pristal tukaj med vami. Jaz sem že vse življenje tehnični človek in se z temi mehkimi veščinami tako malo ukvarjam, tako da jaz bom več povedal iz svoje prakse. Ja, glejte, seveda imam tudi familijo in 3 otroke in tako naprej, družinsko podjetje, ampak prehodil sem vse faze, ki je šlo, se pravi, od stečaja Zavoda za zaposlovanje leta 1991 in potem enega zaposlenega do zdaj nas je 70. Brez etike to pravzaprav ne bi šlo in to je bila neka osnova, pravzaprav jaz tudi izhajam iz kmetov, iz mehne kmetije, kjer je te vrednote pravzaprav stara mat vložila v nas vse otroke. In to je neka osnova, ki nas pravzaprav me pelje že skozi. Kot je gospod Matk povedal, ne, to zgodbo mi je ona povedala okoli pšenice pa. Ja. No in zaradi tega, ker sem prehodil vse iz nule pa zdaj do uspešnega podjetja, sem se po 20 letih odločil, da grem, da senco ne delam podjetju, da grem sem kandidiral za župana. To pa je iz razloga, pač nekaj mora svoji družbi dati in sem tam neprofesionalen in ves svoj denar razdelim med tiste, ki so tega potrebni, ne. Tako da te vrednote živim in tudi podjetje tako živi, ne. In to se tudi izplača, ker gledajte, vsi ti naši kupci, ki jih imamo, tudi velika podjetja, k nam pridijo z veseljem in ker pošteno delamo, dobro delamo za pravo ceno in te vrednote cenijo. Zato so pripravljeni tudi včasih ali pa tudi velikokrat plačati več kot tisto domače jabolko, ko je kmet proda, če je to ekološka, če je ima vse, pač je vrednost tega več. In če to strankam poveš, tudi oni to plačajo, tako da je ta etika poplačana. Po drugih straneh, če pa to etiko
pa vse te vrednote, ki jih imamo v podjetju, vložiš v ljudi, ti ljudje nazaj vračajo. Z boljšim delom, z lojalnostjo, z vsem. In ko prideš v podjetje, pri vratarju že točno veš, kakšno je podjetje. Vratar bo vse povedal. Ne? Tako da to je ta zgodba in se splača v to investirati v etiko, v vrednote, v poštenost. Zdaj, če gledate ameriške korporacije, ki ravno nasprotno prodajajo zgodbe in vsa ta mlada podjetja in po fakultetah se učijo ta ameriški način korporacij, kako pa kaj. Se je res, da imajo vsa ta podjetja imajo etične kodekse, ampak delujejo pa čisto drugače. Tako da bolje etičnega kodeksa ne imeti, pa prav delati. Hvala, da bom dal čas. Hvala, Radko. Mislim, da je to odlično izhodišče za pogovor naprej, ne boš tudi izzivalno. Gremo naprej. Gospod Matjaž Stare je naslednji. Nismo jih tako po vrsti ne sedimo, ker smo malo premešali te naše liste, ampak nič hudega, bo še bolj zanimivo. Pred dobrim letom končal 5-letni mandat člana uprave Luke Koper. Danes se posveča znanstveno preučevanju vpliva humanizacije na procesno učinkovitost in občasno predvsem predava o korporativnem upravljanju, humanizaciji procesne učinkovitosti ter vplivu predsodkov na osebno učinkovitost človeka in skupin. Predsodkov pa ni malo, ne? Raznovrstnih. Če se malo vmes pošalimo. Zaradi enega predsodka tudi tukaj sedimo danes. No, odlično. Včasih so zelo dobri. Humanizacija kot 59-letni študent, jaz tudi, že sem oddal študentsko izkaznico, mesec nazaj. Pa tem gor imamo še enega. Je doktorski študij vpisal na fakulteti za humanistiko, tako da imamo še študenta tukaj. Sem pa celih 7 let pred prihodom v Luko Koper in še, ko sem bil na tej funkciji, programsko vodil protikorupcijsko zavezništvo Ankaran. O zlorabah in vseh drugih stvareh bi lahko se tukaj pogovarjali. Vaša beseda. Hvala. Verjeten... Mogoče še mikrofon samo obrti malo k sebi. A, je vključen. No, verjetno mi boste mogli oprostiti, ker jaz od tega omizja, ki je tukaj, sem mogoče najmanj poklican, da bi lahko profesionalno razlagal, kaj je to etika. A ne? Lahko pa podobno kot gospod Luzar, in prav vesel sem, da bi moj sogovornik, predhodnik, a ne? Lahko pa podobno kot on govorim iz svoje lastne prakse, ki sem jo pač dal skozi. Jaz bi rekel tako, a ne? Gospod Luzar je popolnoma pravilno rekel. Ja, etični kodeksi, poplava raznih etičnih kodeksov, ali dejansko ti etični kodeksi zagotavljajo ali pa omogočajo nekaj več etike. Pa rečemo, da je zadeva v obratnem sorazmerju. Več imamo etičnih kodeksov, manj imamo etike. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker imamo vse zapisano in ker se samo po sebi smatra, da tisto, kar imamo zapisano, da tisto tudi spoštujemo. Je pa tako, a ne, ko sem jaz, preden sem prišel sem, ko so me na to okroglo mizo povabili, sem vzel v roke nekoliko literature in sem majhen bolj poglobil to, kaj etika pravzaprav je. A veste, v tem pogledu sem nek učenec. Zelo malo v sami etiki vem, kot taki. In bolj sem brskal po tej literaturi, bolj sem iskal, bolj sem raziskoval, ja, bolj se mi je oddaljevala ta definicija. Definicija etike, etičnosti. Potem, ko sem pa probal dodati še moralo, sem se pa zgubil. In dejansko mi drugega ni ostalo, kot da sem sam neko definicijo pogruntal, oziroma iznašel neko definicijo, da saj približno vem, o čem govorim, ko sem tukaj za to mizo. A ne?
In ta moja definicija etike je naslednja. Etika je v bistvu odnos do sebe, do živali, do stvari in do soljudi. Kako pa ta odnos merimo? Če imamo nek odnos, verjetno potrebujemo, vsaj v eksaktnem svetu, potrebujemo verjetno tudi neko merilo. Merilo tega odnosa je pa morala. Prst gor ali prst dol. Večkrat nam bo spodrsalo na parketu, na moralnem parketu, manj etični smo. In obratno, večkrat nam bojo na moralnem parketu priznali dostojanstvo, priznali, da smo nekaj naredili pravilno, večkrat bo šel prst gor, ker pomeni, da smo tudi bolj etični. Bi pa samo še eno zadevo rekel. Osebno smatram, da korporacije in svet, kot je razdeljen danes in kot ga obvladujejo korporacije, da je v takem svetu zelo malo prostora za etičnost. In samo kapo dol tistim podjetjem, kot je podjetje gospoda Luzarja in tako naprej, ker dejansko nekaj za ljudi naredijo, ker dejansko skrbijo za to svojo etičnost in etičnost smatrajo kot vrednoto, ne samo kot negativno lastnost, kajti etika se lahko pojavlja tudi v negativni sferi, v negativnem smislu, se lahko tudi zlorablja. Ampak, a veste, kako se je vsa ta korporativnost, vso to razmišljanje, kateremu danes pravimo neoliberalizem, kako se je ta zadeva začela? Verjetno ste vsi slišali za Maxa Webera, a ne? Sociologi sploh, ker pač je eden izmed vodilnih na področju sociologije, ki se je pa seveda začel ukvarjati s protestantsko etiko. Protestantska etika je seveda nekaj drugega, kot so ostale etike, a ne? In sicer je ta Max Weber ugotovil naslednje, da večji del človeške zgodovine so ljudje delali zato, da bi živeli. S pojavom protestantizma so pa ljudje živeli zato, da bi delali. In tako se dogaja še danes. To je sodobno suženjstvo. Hvala. In smo tam pri biti ali imeti, a ne? Točno, ja, pri Fromu. Pri Fromu. Hvala, Matjaž Stare. Naslednji Rok Meglič. Rok pravi takole za sebe. Piratski CD-ji so se pekli že v osnovni šoli. To smo najbrž tiste, ste poznali vsi, mlajša generacija. Mi smo se zadnjič pogovarjali o video v teh igrah računalniških, pa so rekli, to so nekateri so domačini, drugi so pa priseljenci na tem planetu. In jaz sem priseljenc, ker sem že iz prejšnje generacije. Eni so pa zrasli s tem svetom in so domačini v tem svetu. Torej, najbrž bi ga lahko vrstili med domačine, ne, tega sveta računalniškega in vse, kar zanj sodi. Odlična prodaja je poskrbela za večjo plačo od moje mami. Hodil na FRI v Ljubljani pri starosti 21 let, leta 2010 ustanovil podjetje za razvoj Magentov modulov. V drugem letu presegli 200.000 evrov prometa, leto 2012 prodal podjetje in dobil sina in hčerko. No, to je bilo dobra kupčija, ne? Zameno. Če se pošalimo. OptiVed podjetju pomagamo optimizirati delovne procese in svetujem večjim strankam, ki potrebujejo združitev poslovnega vidika in tehničnih rešitev za končni cilj, ustvariti in povečati prodajo. Povezovanje poslovnega in tehničnega sveta potrjuje tudi Magento Certificate Solutions Specialist Certificate. Rok, nekaj izhodiščnih misli. Ja, hvala za besedo. Zdaj, jaz sem zelo mlad, tako da mi je danes kar malo stiska pri srcu, ker zraven sedim tako uglednih gostov in vas poslušalcev. Ja. Tako da jaz kakšne življenjske filozofije z vami ne morem deliti. Lahko vam sam povem mojo osebno zgodbo, ki je, da prej nekdo omenil, da imamo tri, to se pravi srce in to se pravi črevesje, ali pa bi rekel ja temu. Tako. In
kot iz zgodnjega mojega življenja sem zelo hitro, tako kaj je prej bilo omenjen, me je zanimalo prodaja. Pa če je bila družina 6 otrok, pa nam nič ni manjkalo, ampak je bil ta uspeh, to se pravi želja po uspehu, biti najboljši v vasi. In to mi je gonilo prevelika želja k uspehu, no? In to je neka ta povečevanje stresa, to se pravi stresna akceleracija. Kar je pri 27 letih vodilo temu, da sem dobil že prej, ampak je zaradi imunskega sistema prišlo do borelije. To pa pomeni, da sem se znašel v posteli, sem 2 meseca, 3 mesece ležal in pa sem imel mogoče čas razmisliti, da tako, ko sem šel na to stran, ne gre in da je treba nekako zdaj drugačiti na drugo stran. Tako da pol, ko me je žena urihtala, sem ji zelo hvaležen, sem pač, ker imam doma hčerko in sina, mogel iti spet v sistema, ne? Ampak nekako z vprašanjem, kdo sem jaz, ker trenutno, kdor sem bil jaz, ne deluje, ne? Drugače ne bi bil pri 27 letih bolan. Tako da jaz tukaj danes bom delil neke izkušnje iz tega vidika in kako sem potem na drug način pri podjetju Optiweb, ker nisem jaz lastnik, no moram poudariti, da ne bom kakšno zasluge se pripisoval, ampak je lastnik zdaj prijatelj, lahko rečem Miha Lauter, tako da je on zadolžen za to in tudi te glavne vrednote so njegova pogruntavščina. Kako je v bistvu podjetje, on je štartal iz nule, jaz sem se približil tam recimo, ko so oni imeli 300 000 prometa in zdaj počasi bližamo se točki milijon, kar je za večinoma nas tista točka, bilijon, zdaj pa je nekaj. Tako da jaz bom iz tega vidika dal svoje izkušnje in mogoče bolj spraševal vas, ker ste že dalj časa tukaj, imate več sivih las, kaj jaz, kakšne stvari ne delajo, kako vi gledate to in kako so moje izkušnje iz drugega vidika, no, tako. Iz drugega vidika po tisti bolezni, ker sem se mogel spraviti v neko duhovnost, ker mi medicina zaradi zastarelosti te bolezni ni mogla pomagati, pač ti antibiotiki delujejo samo, če je takoj po klopu 14 dni. Tako da sem se mogel sam nekako spraviti iz tega ven, malo razmisliti in sem mu zelo dobro tako, ko bi rekel, božje vodilo, da če sem kaj narobe delal, me je zelo hitro to energijo vzel, tako da sem se zelo hitro približal posli. Tako da sem zelo imel nekako vodilo, a delam kakšne stvari prav ali ne. Če sem prišel po službi domov zmatran, je bilo treba nekaj razmisliti. Jutri ni bilo mogel več iti naprej na tak način, ker sem vedel, da bom spet čez 1 leto bil v postelji. Tako da, evo, jaz bom iz tega vidika in zame etično poslovanje je, kdo v resnici sem jaz. Ker tisti, ki iz mojega srca lahko rečem, tisti, ki sledi svojemu srcu, nikoli ne škoduje nobenemu in je etičen. Čeprav je mogoče na zunaj, ko bi želeli popredalčkati nekoga, ne spada v noben predal. Mogoče za koga celo ni etičen. Tako da jaz bom iz tega vidika izhajal. Hvala, Rok. Ja, to je drugačna vrsta, ne zgodba, kot smo slišali do zdaj. Imamo med nami še Ira Zorko, arhitekt, urbanist, samozaposlen, kot svobodni kulturni delavec, avtor in soavtor javnih projektov, kot je bila improvizirana lesna brv v središču Ljubljane, urbanistična zasnova njene glavne potniške postaje, prenovo zaporov na Metelkovi, v Popotno, srečevališče Celica in prizidek v ljubljanski Valdorfski šoli. Še bi se dalo veliko naštevati, pa ne bom vsega prebral, ker bi bilo preveč. Ukvarjam z ekologijo, ekologistično ekonomijo. Boste rad sam povedal v svojih izhodiščnih razmišljanjih. Lahko poskušam. Kje ste zdaj? No, torej, tudi jaz sem imel svoj prelomen trenutek, ne, tako kot verjetno vsi v življenju, ne, ko dejansko se moraš ozreti na svoje življenje, tudi na posledice svojega delovanja. Se vprašati, kot nas Hannah Arendt večkrat opominja, ne, da bi morali večkrat se ustaviti in vprašati in se ozreti na svoje delo in reči, kaj delamo, kaj v življenju delamo, kaj počnemo. In jaz sem imel tudi srečo, da me je dosti zgodaj
v moji poklicni karieri pot zanesla v eno okolje, ki je bilo celovito, bi rekel, v enem skupnostnem pomenu. Namreč, to jaz vežem na en zelo zanimiv dogodek, ko smo se po, mislim, da 30 letih ponovno srečali skupaj. Prej se sploh nismo videli s svojimi sošolci iz osnovne šole. In to eni gostilni na obrobju mesta in jaz sem bil med zadnjimi. Torej si predstavljate, da stopiš v prostor, kjer so vsi ti obrazi zbrani. Mislim, da smo prvo vsi prišli. In ki jih nisi videl 30 let, ampak z njimi si preživel enih 8 let, ki vemo, da so mogoče najbolj intenzivno obdobje našega odraščanja, spoznavanja, druženja. In to je bil en neverjeten flash. Noben film mi tega ni mogel, mislim, nikoli dati. Mislim, vsak obraz mi je v hipu spregovoril o vseh teh naših skupnih doživetjih in še moral sem ga prepoznati skozi vse to, kar je on skošal v teh 30 letih. In samo enega nisem prepoznal, enega je usoda popolnoma spremenila. In je tudi stopil na čisto drugo življenjsko pot. Ampak in takrat sem prvič v sebi pomislil, lej, tu je bila cela generacija še skupaj. Ker že naslednji korak, recimo že srednja šola, kaj šele potem fakulteta, je v bistvu bila že razkol generacije. Človeštvo, tistega prirastka, recimo, ni bilo več, je bilo pravzaprav že do neke mere naperjeno drug proti drugemu. Mislim, v mojem poklicu je to, recimo, gradbenik je vedno tvoja opozicija, torej vedno tvoj, bi rekel, skoraj že na meji sovražnika, ne? In enako velja potem tudi na umetnika. Skratka, tak je princip današnjega šolanja. Mi pa vemo, da so človeške skupnosti naredile tiste kvantne skoke vedno v trenutku, kadar so bili vsi prisotni, skratka, vse generacije, vsi potenciali človeški prisotni v enem konkretnem času in prostoru. Lahko govorimo o antičnih Atenah, lahko govorimo o Firencah, lahko govorimo mogoče danes o enih drugih krajih, kjer se to dogaja, ampak to je mene takrat iztrgalo iz tega mojega cehovstva in me v bistvu pravzaprav poslalo na eno pot, ki se mu dosti reče grassroots, skratka, biti pravzaprav tam, kjer je potreba, ne tam, kjer bi recimo moja uspešnost ali pa moja kariera ali pa moja želja po zaslužku ali pa kruhu me peljala, ampak enostavno biti prisoten tam, kjer je to potrebno. In po možnosti v okoljih, ki niso otočna, kjer dejansko lahko imaš priložnost govoriti z vsemi, ki v prostoru živijo. In jih tudi slišati, razumeti in v bistvu delovati kot en katalizator v prostoru. In naslednji tak projekt je bila Celica, so bili ti zapori. To je bila slepa pega, eno izpraznjeno, civilno izpraznjeno mesto v središču mesta, vojašnica, znotraj vojašnice še posebej zaprta cona, znotraj te zaprte cone en zapor, ki bi zelo težek, vemo, v času fašizma in ključnih zaporov. In v bistvu tam se je končala moja, bi rekel, tista pot arhitekta, na katero nas pravzaprav danes šola navaja, da je pravzaprav to en luksus, da je to pravzaprav so to neke ideje, ki jih ti moraš uveljaviti, recimo svojim talentom, svojim genijem v enem prostoru, prepričati ljudi ali pa prostor o nečem, ampak tam ni bilo več kaj za prepričevati. Tam se je dalo poslušati pričevanja, lahko si pričeval sam tem pričevanjem in lahko si dejansko začel da bom rekel zelo preprosto, služiti stvarem in potrebam. In ne, da si se izmišljeval stvari, ampak si jih odkrival. In to, da so se skozi tebe lahko, skozi tvojo kreativnost in odprtost do tega, kar v resnici je prisotno, da si lahko to odkrival in dajal in v bistvu omogočal, je bilo veliko slajše, mislim. In zadovoljujoče kot karkoli, kar bi bilo izmišljeno. In to me je potem peljalo do permakulture, ki, ne vem, koliko poznate to besedo, ampak to je danes bi rekel, en grassroot gibanje v največjem mogoče številu, je povsod, po vseh kontinentih prisotno. Bi rekel, gotovo do neke mere ozaveščenih ali pa prebojenih posameznikov, ki delijo prakso enega avtonomnega življenja v lokalnih okoljih. In s tem postavljajo nek temelj, bi rekel, tiste samooskrbe, tiste svobode, ki ni svoboda po izoliranosti, nasprotno. Ta avtonomija je potrebna zato, če se na vas navežem, da ubežimo temu sužnemu lastniškemu redu.
in da smo zopet lahko odgovorni in svobodni v svojem izrekanju. In to svobodo nam daje planet. Ravno ta motika, mala, okoli katere mi lahko dejansko s tem klasjem, jaz sem danes prinesel 2 hlebca kruha, ki sta v bistvu bila moja iniciacija v kmetijstvo, namreč nekoč me je na parkirišču ena gospa podarila en žakelj pire. In edino, kar je rekla, jaz bi rada, če mi jo lahko naslednje leto vrneš. Da mi prineseš ta žakelj nazaj. In jaz sem med vožnjo domov počasi razumel, kaj hočela s tem povedati. Jaz sem prvič takrat zemljo svojih prednikov ponovno obdelal in ta žakelj pire je meni dal 17 žakljev pire. In enega od tega sem odnesel njej. In danes imam zopet teh 17 žakljev pire v mojem skrdnu. In vas sprašujem, če si ga kdo želi. Pod istim pogojem, kot ga je meni dala moja gospa. Bomo videli, kako bo dolga vrsta. Mislim, to je ključ do ene darovalne ekonomije. Zakaj je bila darovalna ekonomija, ki v družini, kot ste omenili, pri matku, seveda še vedno je prisotna? Zato, ker smo skozi obdarovani. Samo, mi smo si tako v bistvu zakomplicirali življenje, da mislim, da nam skozi nekdo nekaj jemlje. Ampak v bistvu, če se oslovimo na to etiko oikosa, nomosa, torej, če nekdo je prej govoril krasno o Konfuciju, o tem, kako, če prisluhnemo globini besed, smo sposobni iz njih prepoznati resnico. In če prisluhnemo besedi ekonomija, to je zopet grška, starogrška beseda, iz kulture, na kateri je temeljena naša civilizacija evropska. Oikos, nomos. Oikos, spravi dom, ki je verjetno danes v globalizaciji pravzaprav nič drugega kot naš planet. In nomos je nekaj, kar je v pojmih, grških pojmih podrejeno. Čemu? Logosu. Iz tega pridemo potem do oikologije, ki je danes sodoben pojem ekološkosti, ekologije. Ker iz tega osnovnega pojma popolnoma jasno, da ekonomija se lahko sme imenovati ekonomija samo v primeru, če služi ekologiji. V nasprotnem primeru, zopet lahko pokličemo na pomoč Grka, v tem primeru Aristotela, je to krematistika. Je to pravzaprav izigravanje celote na podlagi osebnih interesov, monopolov in vsega ostalega, neke moči. To bi še dodal za začetek. Hvala. Mislim, da imamo zanimive sogovornike, da se imamo veliko za pogovoriti. Ja, meni je tudi zelo ostalo tisto matkova kmetija ali vse, kar smo slišali in poslušali, čemu pravzaprav služi ena kmetija. Je to ustvarjeno dobička in ustvarjene prodaje, je to ena kultura življenja. Če smo ena kmetija, čemu služi kmetija, čemu služi eno podjetje, čemu služi ena korporacija. Mogoče je tukaj ena velika etična dilema, pa ne samo etična, mogoče sploh bivanska. Vi se veliko ukvarjate z raznimi podjetji in jih vidite, čemu služi podjetje. Ja, verjetno je tudi veliko odgovora na to vprašanje. Jaz moram reči, da smo ravno kar zaključili eno izobraževanje, ki ga sofinancira Spirit, naša agencija za podjetništvo, ampak izvedba je bila seveda zaupana 18 različnim podjetnicam in podjetnikom, ki smo predajali kot mentori in mentorice svoje znanje in smo spoznali osebno več kot 400 žensk z visoko izobrazbo različnih smeri, ki pa so imele to nesrečo ali pa mogoče srečo, da so ostale brezposelne in vse so bile brezposelne več kot 2 leti ali pa tako v povprečju. No. Njihova starost je bila od, denimo, 23 let pa do 53 let. Mislim, da starejše res ni bilo. In z vsako od teh smo imeli, in jaz še zelo veliko, no, tudi osebnih pogovorov. Tako da vprašanje, kaj, čemu služi podjetje, je toliko kot, torej odgovor je toliko, kot je bilo teh zgodb. Ampak v povprečju je seveda vsaka si želela predvsem zagotoviti to, kar je zelo pomembna vrednota, neodvisnost. Ekonomsko neodvisnost. In skozi to ekonomsko neodvisnost možnost in priložnost, da se uresničiš, da vse svoje znanje, ki si se ga pridobila skozi izobraževanje, izkažeš v tej ekonomski
samostojnosti in neodvisnosti in s tem prispevaš tudi svoji družini in seveda na nek način tudi družbi. Tako da eden od verjetno takih možnih odgovorov je tudi to. Hvala. Bi še vi vas če izzovem isto, čemu služi podjetje? Vi ste bili v eni drugačni zgodbi, veliki. Ja, jaz sem bil, kar se tega tiče, predvsem v neki skeptični zgodbi. A ne? In isto vprašanje, kot ste ga vi meni zastavili, sem ga zastavil jaz sebi. Čemu služi neko veliko podjetje? Če mi danes pogledamo, vedno več je dokazov zunaj, da je globalizacija, ki temelji na korporativizmu, da je začela ta globalizacija propadati. V bistvu se je začel ponoven proces delitve na regionalno, lokalno in pa na globalno. Vse, kar proizvedemo v globalnem okolju, je bilo motivirano in je bilo motivirano predvsem z apetitom po dobičku, vse to na nek način propada. Torej, principi etike delujejo, če tako pogledamo. Kakorkoli. Zato se vračamo nazaj, vračamo se na tisto, tudi na tisto kmetijo v končni fazi, ki ima v celotnem globalnem sistemu mesto, da lahko preživi in to mogoče celo dobro preživi. A ne? Kajti, če mi vzpostavimo pravilno ravnotežje med globalnim, lokalnim in pa regionalnim, potem vsekakor lakote in revščine na svetu ne bo. In tisti, ki trdijo, da je revščina neka absolutna posledica sodobnih družb in da revščina more biti, tisti se motijo. Revščina je rezultat slabe organizacije, bodi si na državni ravni ali na meddržavni ravni kot taki. In če me vprašate, v čem je recimo vrednota nekega takega podjetja, velikega podjetja, v prvi vrsti je tistemu cilju, ki bi moglo veliko podjetje služiti, je družbeni odgovornosti. To pa ne pomeni, da financira neko gledališče ali financira neko nogometno ekipo ali tako naprej, oziroma da toliko in toliko denarja letno nameni za reveže, ne, ampak da neposredno sodeluje kot aktivni deležnik v družbenih projektih. V družbenih projektih, kot so zdravje, delo s starejšimi, potem kulturni projekti in tako naprej. To je tista družbena odgovornost. In to je tisto, kar sem jaz osebno pogrešal v enem takemu podjetju. Recimo, ko smo se, bom po nazoru s konkretnim primerom. Ko smo se odločili za to, ali bomo dali $500 000 letno za nogometni klub Koper, a ne, sem seveda tudi jaz podpisal to odločitev, da damo za nogometni klub Koper vsako leto $500 000. Ampak, zakaj sem jaz podpisal? Vzrok, da sem jaz podpisal, je bil ta, da smo tam imeli, kjer je ta nogometni klub treniral, da smo imeli že štadion, ki je bil pa seveda vreden nekaj milijonov evrov. In popolnoma jasno je bilo, če nogometnega kluba Koper ne bomo imeli, bo ta štadion začel propadati in seveda tudi vse tiste organizacije, ki so bile prostovoljne in tako naprej, ki so ta štadion koristili za to, da so na njemu trenirali. To se pravi. To v bistvu sem jaz smatral kot moja družbena odgovornost. Zakaj sem to podprl? In tukaj je bilo zdaj zanimivo, šli so vse, pa mogoče gremo še korak. Pa vendar, Roka sem hotel isto vprašanje vprašati. Mogoče vse, čemu služi podjetje, ker vendar ta izkušnja je pa zelo drugačna, ker štartala in ta premislek na koncu. Kako da nas gledate nazaj? Zdaj, kar se tiče Optweba, lahko rečemo, da za nas predstavlja podjetje najprej za varnost, to se pravi, da imaš občutek neke varnosti, nekega preživetja, da te ni vsak dan treba vprašati, a bom imel za kruh. To je dejstvo. To se pravi, je treba vse imeti neko profitabilno vzdržnost, ki pač brez nič ni nič, da to je enkrat ena. Zdaj na drugi strani možnost, ker če imaš ti neko varnost, je pa možnost razvoja kreativnosti, da se vsak nekaj najde, kar njemu paše. Recimo, dostikrat se naredi, zadnjič je bil en primer, ki je bil vodja projekta od Darko in je rekel, jaz imam občutek, da
da to ni to čisto zame. Ne. In se je pol pogovorili, kje bi on lahko bil spet. In to je nekaj, kar se mi zdi dobro, ker on je v tistem trenutku, ko je prišel na dizajnerja, to se pravi oblikovalca, bolj najdu sebe. To se pravi, bo on kasneje boljš delal in bo posledično tudi zaradi tega boljša profitabilnost, ker bo on to rad delal, bo rad hodil na šiht. Tako da meni se zdi, da je razlika med prej pa zdaj v podjetju v temu, da je bil prej cilj samo eden, v mojemu prejšnjemu prvemu delu življenja profitabilnost, biti uspešen in jest kot jest. Zdaj na drugi strani ima pa Miha zelo močno to ekipno, tako da tukaj moram pohvaliti Miha, da gre on na kavo in reče, kakšna je pa tvoja vizija življenja. In to se pravi, daj ti nam povej, kam ti hoče iti v življenju in ko mi lahko te pomagamo. Recimo, ne vem, čist konkreten primer, je podjetje OptiWeb iz Škofje Loke in tam v okolici je pač neki, to se pravi, neki izmed programerjev je tudi delovalcev, to se pravi zemlje, so kmetje. Tako da njim paše polet, recimo iti iz službe ob enih ob dveh, zato ker pač morajo obdelati tisti travnik. To se pravi, njihova vizija, mogoče se sliši simpel, ampak njihov cilj je, da lahko kdaj grejo prej od službe. Ali pa kakšen dan ne delajo. Ali pa kakšen dan delajo od doma. Zanimivo, ne, tako kakšna malenkost. Ni jim mogoče dobiti 5000 evrov na mesec. Ampak da so lahko tiste dneve doma. Pozim pa, ker nimajo toliko dela, če nimajo recimo, ne vem, karkoli drugega, pač pa so lahko mehan več. Tako da se mi zdi, da to dvoje, no, da se združi, da ni samo yes, ampak tudi ti posamezniki znotraj pol neko isto točko grejo. Mislim, da je gospod tako prej dobro omenil. In se tisto imeti in biti, bolj prevesena biti, tako. In tisto imeti služi biti, ne pa obratno. Ko ste v začetku rekli, kako se je ekonomija prav obrnila. Ne? Delamo zato, da bi živeli, ali živimo zato, da delamo? Gremo malo naprej, tukaj sem si prej že napisal, sem mi pa, ker je bilo dopoldne že, dopoldne v prvem delu, eno vprašanje, kaj je to etično, oziroma kdaj se začne etika, je takrat, ko se človek lahko upre skušnjavi. Skušnjav v življenju je veliko in so razne, ampak kot nekdo, ki vodi podjetje, ki upravlja s podjetjem, katere so tiste najbolj tipične skušnjave? Mogoče Radko. Ja, gledajte, skušnjave, jaz teh problemov nisem imel, ker tudi jaz sem nekako po sili ustanovil podjetje in ne iz razloga profit. In naj še to povem, v vseh teh 22 letih, ko imam podjetje, jaz nisem enemu enkrat dal enega evra podkupnine. In to mi je pa izučil, ko sem bil še tak mlad podjetnik, sem začel z Avstrijo sodelovati in če si hotel posel dobiti, je bilo že nekako v glavi, da je treba nekaj storiti za to. Ne? In jaz sem temu inženirju, ki je nam pomagal eno tehnično rešitev rešiti, sem rekel, jaz ti bom plačal hotel, ti daj pa račun v svoji firmi, da boš dobil dvakrat plačeno. Ne? In to je bila taka zamera, jaz sem bil za njega, sem čutil Balkanc, neki drugorazrednik in po tistem nikdar več tega. Ker to je, s tem sem bil umazan, bi rekel, če bi to naredil, bi bil umazan skozi in se tega držim, zato je podjetje tudi počasi rastlo in na teh zdravih osnovah. Ne. Tako da to je, za te vrednote mora živeti, drugač ne gre. Ne. Zdaj je pa tako, da to delavci začutijo in ko je bilo prej rečeno, varnost pri delavcih, pri zaposlenih je pravzaprav osnovna vrednota. Oni morajo verjeti v tebe, v tvoje vrednote, v poštenost, v etičnost, v ne vem kaj in ti se moraš tako obnašati, ti si nem ogledalo. In nam je pa vsem ogledalo politika, tam so druge težave. Ampak če oni zaupajo, potem je tudi rezultat, to začutijo kupci,
to začutijo vsi. Če imaš podjetje samo zaradi denarja, profita ne boš ustvaril, ker to je tako, kot da lovec puško na rame, živali bežijo, ker čutijo, da bo to. Ne. Ali pa, če boš za lepo žensko tekel in ne boš nikoli uspel dobiti. Zmeraj mora biti obratno, ona mora k tebi priti in ta filozofija je tudi preposla. Ko se boš sekiral sam za profit, ne bo profit. To si zapište. Sej ne drži. Ja. No. Ja, to je. Takih zgodb je veliko. Takih zgodb je veliko. Vi ste videli veliko skušnjav najbrž tudi. Nekdo, ki vodi podjetje, katere so najbolj tipične skušnjave, ki so, da se mora z njimi soočati tako ali drugače? Ja, gledajte, sej ne bom prva, ko bom rekla to, da podjetnik pač ves čas hodi po rezilu noža, ne. Ves čas mora imeti za to zelo močna pravila, etična, po katerih se ravna za to, da ne pade na eno ali na drugo stran. Izzivov je pa veliko. Verjetno na začetku, ko rasteš, pa se še dosti ne znajdeš, tako kot je kolega tle povedal, verjetno narediš tudi kakšno napako in poklekneš, ampak potem si izdelaš neka svoja pravila. So seveda izzivi, ki jih dobro poznamo pri nas v Sloveniji, ne? Govorimo o raznih oblikah majhnih in velikih uslug, ki se jih dela zato, da prideš do posla, in v odnosu mikropodjetij, malih podjetij do velikih naročnikov je verjetno takih vprašanj zelo veliko, zato ker ko mali podjetnik še nima izdelanega tega svojega moralnega kodeksa, svojega lastnega, in je v skrbi, da jutri ne bo imel dovolj posla in je ves čas velika težava, ali je dovolj naročilen, ne. In če ima še zaposlene ljudi, seveda slej ko prej verjetno tudi pristane na kakšno stvar, za katero se raje ne bi pogledal v ogledalo. In tukaj so te skušnjave. Spet se moramo zgledovati, eden od prispevkov današnjih je imel naslov, da riba smrti pri glavi, ne. In seveda, če od tam navzdol gledamo, kaj se v tem smislu dogaja in kako se sploh danes lahko pride do tistih poslov, ki pomenijo neko daljšo pogodbo, verjetno veliko do tega prihaja. V storitvah, kjer ki imajo druge kupce ali pa drugo ciljno skupino uporabnikov in storitev, to najbrž ni taka težava, ampak pri tipično, vemo, gradbeništvu, ne, takih področjih, tam se pa to kar dostikrat dogaja. Ker poznamo te zgodbe. Še kdo kakšno skušnjavo doda? Ja, jaz sem bil velikokrat v življenju izpostavljen razne skušnjavam, ki se imenujejo preprosto povedan podkupovanja. Samo, zakaj sem si lahko privoščil, da sem govoril tisto, kar sem mislil, in da sem delal to, kar sem mislil, zaradi tega, ker mi nikdar ni mogel noben očitati, da sem kdaj kaj prijel. Sem pa velikokrat doživel in bil priča podjetjem, ki so vstopila v verigo podkupovanja, da niso preživela. Večina takih podjetij je prej vse propadala. In ker ste prej omenili gradbeništvo, samo pogledajte, kaj se je recimo zgodilo z našimi največjimi gradbenimi podjetji. Prav to podkupovanje jih je na koncu pripeljalo na to, da so bili vedno lačen, pa kar so imeli, so sprot pojedali in nič ni ostalo. In vsa ta podjetja so propadla. Tako da podkupovanje, tudi če daš podkupnino, ker veste, kako ta zadeva gre, ne? Na začetku ti nekomu daš podkupnino, ali pa jo kdo da tebi, še huje to, jo kdo da tebi. Ti da recimo 1000 evrov, ti 1000 evrov vzameš. Ma potem boš 20 za njega delal, pa ti nič ne bo dal, ampak boš ti njemu mogel dajati. To se pravi, boš tistih 1000 evrov, ki jih je takrat dal mogel 10krat ali pa 20krat vrniti. Tako stvari tečejo. Zato pa podjetja propadajo, ki se znajdejo v sferi podkupovanja. Še, Ira? Ja, mogoče. Jaz se spomnim, v arhitekturi so zelo močno prisotne provizije. Veliko arhitektov danes živi od provizije, ker je naš poklic zelo padel v smislu zaslužka. In poglejte, naš poklic je javen, jaz ga jemljem kot javen poklic. Jaz pravzaprav skozi mene govori prostor, narava največkrat.
Jaz sem advokat prostora, tudi sosedskih odnosov, tudi harmonizacije tega, kar naj bi moj naročnik rad z celovitim okoljem. Ne. In če jaz pristajam na provizijo, ne, to pomeni, da mi nekdo na moj izbor materijala, storitve, izbor oblike hiše in vsega ostalega vpliva, potem prvič to ni več prosta svobodni trg. Ne. Nekdo, ki se trudi, da bi za isto ceno ponudil boljši izdelek je izigran, recimo že čist na tej osnovni ravni, v kateri se družbi nasplošno govori kot enem temelju. In tu jaz potem tudi nisem več svoboden. Poglejte, mi se vsi čudimo, kako je lahko ameriški predsednik nekdo, ki je prej dobil podkupnino v milijardah dolarjev, ki mu jih dajo za kampanjo, za to, da je izvoljen. To ni svoboden človek, v ničemer. In še nekaj, od tukaj je en korak naprej, je treba narediti, in to so te skušnjave, ki jih jaz najbolj čutim v današnjem svetu. Mi si stalno prilaščamo stvari. Mi smo stalno v skušnjavi, da si stvari prilaščamo. Naravo, zemljo, kozmos, živali, druge ljudi. Glejte, danes je vse v komercializaciji. Poglejte naše okolje, to je vse sam jumbo plakati. Vsi te v bistvu nagovarjajo k nečem. Jaz temu pravim, to je neprostovoljna udeležba. Jaz ne morem je danes skozi prostor od tukaj do doma, ne da bi bil deležen teh namigovanj, recimo, ali pa teh, bi rekel, snubljen, enih prilastitev. In mi moramo zelo paziti, da si v svojem odnosu do drugega nikogar ne prilaščamo. In vsa komercializacija, vsa propaganda, vse reklame, pravzaprav to ves čas počnejo. Hočejo nas pravzaprav siliti v neke potrebe, ki so njihove lastne potrebe, da nam nekaj vsilijo. In v tem niso svobodni. In tu mislim, da še ogromno za narediti, da pridemo do nekega zdravega temelja. O skušnjavah bi lahko tudi še veliko, ne? Pa vendar, vsaj malo smo odprli. Hoffman pravi, ko raziskuje, kaj je to moralno dejanje, in ena od prvih stvari je ta moč, da se uprem skušnjavam. Skušnjave bodo vedno in nič posebnega in ni prav, da jih vidimo, da jih poznamo, kako pa odreagiramo, kako se vedemo, imamo to moč ali ne, nimamo te moči. Je pa zanimivo, prej, ko smo v prvem delu rekli, kdo so, da lahko ustvarja etično okolje, zanimiva raziskava tega istega Hoffmana, ko pravi, otroci, čisto majhni, smo jim dali bombonček. In smo šli, smo rekli, dobiš še enega, če ga ne boš takoj vzel, grem jaz ven, pa boš dobil potem dva. A je sposoben počakati, se odlepiti od takojšnje zadovolitve, od skušnjave, če rečemo v tem smislu. In potem opazujejo te otroke, kako seveda en počaka, drugi ne more počakati, en menca pa počaka končno, pa potem dobi dva in je ves vesel, ker dobi zdaj dva. Majhna stvar, nepomembna. Prav, iste otroke smo opazovali pri 17-18 letih v adolescenci, ko je pa za večje vprašanje, ko ne gre za bombončke, ko pa gre za odnos do svojega lastnega telesa, kot je samomorilnost, do droge, do kajenja, do spolnosti in prav podobne skupine so se oblikovale. Zato ustvarja zdaj etičnost, potem kasneje v podjetju je še čas, vedno je čas, ampak smo pri vprašanju, kdo, kdaj lahko sploh ustvari etičnega človeka, če tako rečemo, s tistim notranjim čutom, ne samo z zunanjimi pravili. To zgodbico kratko sem načel, ker sem se dopolnil spet spomnil, ker se veliko krat, ker se mi zdi tako v kontekstu tega, ko rečemo, kako ustvarjati etično kulturo. Vprašanje pa, ki sem ga hotel zdaj vam postaviti, pa je ta dilema, ki je bila tudi dopolnjeno izpostavljena. Imamo mnoštvo pravilnikov. Dr. Trontelj je napisal tudi v reviji Vzgoja, pa verjetno mnogokrat ponovil. Veste, imamo zelo pametni ljudi v tej naši zahodni civilizaciji, ki kopičijo in kopičijo zakonodaje ali pravila in pravila v kjerkoli že na državnem nivoju ali hočemo v podjetjih in mislijo, da bodo s tem nadomestili tisto, kar manjka, to je ta etični čut. Čudi se, to so razumni in pametni ljudje in celo v zahodnih, zelo razvitih državah. Jaz sem ta stavek obrnil, sem rekel, predvsem pametni ljudje v zahodnih razvitih državah to delajo, delamo. Kako nadoknaditi manjko etične zavesti, tega občutka z mnoštvom zakonodaje. Etika in pravo je pravzaprav dilema.
sta to isti nivo, sta to različni nivoja, kako ste se vi srečali v življenju s tema dvema nivojima? Mogoče imamo pa zdaj kar po vrsti par stavkov na to temo, ker sem ena ključnih, da ta dva nivoja nekako še bolj v prvem delu je bilo to že načeto, pa mislim prav, da še nadaljujemo s to temo. Ja, jaz sem bila pred leti prisotna na predavanju gospoda zdajšnjega predsednika vlade Mira Cerarja, ki je prav to dilemo izpostavljal, etika, pravo, kaj je prav za človeka in kaj je prav stališča prava in seveda to ni vedno eno in isto. Tako da, če odgovorim na tisto, kar ste izpostavili, kdo pravzaprav naredi človeka etičnega, jaz mislim, da se začne doma, pri starših. Seveda je pa zelo pomembno, in to smo opustili, da se to nadaljuje tudi z izobraževanjem naprej v vseh nivojih. Verjetno v vrtcu tudi ni tak problem, ampak že v osnovni šoli, pa potem naprej, ko se predvsem spodbuja eno borbenost, eno nesolidarnost, eno nesodelovanje, kar smo včasih vendar bili bolj vajeni med otroki, da se to dogaja. Pa seveda potem naprej. Ne. Danes smo slišali tukaj podatek, jaz se ga zelo dobro zavedam, da recimo na ekonomski fakulteti ni predmeta poslovna etika. Da ko na ekonomski fakulteti, ne vem koliko je tukaj ekonomistov, pa so šli skozi ekonomsko fakulteto v Ljubljani, ko se govori o podjetništvu in o vrednotah podjetništva in se potem obkroža, a veste, kaj so najbolj pomembne lastnosti, da jih podjetnik ima, zelo redko kdaj je poštenost sploh obkrožena in ni nikjer med prvimi 5 lastnostmi. To je tudi zaradi tega, ker ni predmeta etika že od vsega začetka. Ne? In zdaj, če govorimo o etiki in pravu, seveda pravo je tukaj na mestu, bodo bolj pravniki pravilno definicijo postavili za to, da ščiti nekakšen sistem, za katerega smo se vsi dogovorili, da želimo v njem živeti in ta prav ali narobe je postavljen s temi pravili. Ampak spet na koncu, zelo prav je, da če bi imeli malo več etičnega znanja in neke morale, verjetno ne bi potrebovali toliko pravil in toliko predpisov, najbrž bi bil dovolj 1, 2 ali pa 3 zakoni in bi verjetno živeli bolj zadovoljni. Bolj svobodno, bi lažje dihali. Hvala. To me je spomnilo na, enkrat sem se povzpel na Rombon, no, in tam na polovici tega vzpona sem naletel na eno kmetijo, kjer je še živelo sirarstvo. In ta gospod, to je bil mlad gospodar, malo me spominja, matka, tudi strmina huda. On je prideloval sir in ta sir je bil izjemen. Tako je bil ocenjen, da so po njega s helikopterjem iz Nemčije prihajali. Ampak on je bil popolnoma nelegalen. On je ubijal svoje zdravje dol z enim nočnim delom, zato ker ni mogel socialno biti zavarovan, ker vse na njegove kmetiji je bilo narobe. Že strop je bil prenizek v tej sirarni, kar precej, ker to je bila stara kmetija. On je bil sicer kup pokalov, da ohrani etnografsko dediščino, da ima edinše ovce, pa drobnice v gori in vse to. Ampak vse ostalo bilo narobe. Vsi inšpektori so imeli cel kup pripomb in ta sir bi mogel biti prav strupen, recimo, če bi šel po vseh teh regelcih. Ne? In tam sem jaz začutil, ampak to je bilo zgodaj v 90-ih letih. In mi smo se še na fakulteti zelo veliko pogovarjali o tem komunikativnem, bi rekel, ozračju, v katerem družba lahko napreduje, a pa tem instrumentalnem. Jaz mislim, da smo v celi Evropi šli popolnoma v smer instrumentalizacije in ločenih pristojnosti. Kar pomeni, da je vsak birokrat, recimo, ko jaz tudi večkrat z njim upravka pri dovoljenih gradbenih, ne, pristojen samo za en detalj, ki ga jaz nikoli, če ga on maksimalizira v tistih svojih zahtevah, nikoli ne morem harmonizirati z vsemi ostalimi zahtevami. Nemogoče. In moja zdrava človeška presoja sploh ne pride do izraza. In njegova tudi ne. In mi sploh več, in te ljudje kasneje, oni se vdajo, oni vidijo, oni so soočeni z življenjskimi situacijami, ki so celovite, jasno, tako kot vsaka. Ampak on je pristojen samo za en del in če prestopi ta svoj Rubikon, ogroža svoje delovno mesto. In to ga zelo frustrira. Potem imaš samo dve možnosti, ali se te ljudje zlomijo, slabo počutijo, ali pa dejansko postanejo popolni konformisti in samo grejo do tja in sploh ne poslušajo življenjskih situacij več. In postanejo res pravi birokrati. In na ta način mi ubijamo vsako možnost, da bi se svobodna človeška presoja razvijala. In to moramo nujno korigirati in popraviti, ker je šlo prevelik ekstrem.
In samo en detalj, recimo, z naše valdorske šole, recimo, ne. Na valdorske šole velja, da so 3 stebri te šole. Starši smo zelo močno vključeni, enakopravni smo z učitelji in z otroci. In če je prišlo do konflikta med otroci, veste, da konflikt med otroci nikoli ni tako problematičen kot konflikt, ki se prenese na starše teh otrok. Ta namreč traja, mislim, otroci so lahko čez 5 minut že čisto v redu. Ampak to je bilo možno rešiti samo na način, da smo sami en drugega dejansko povabili na večerjo, da smo bili skupaj preživeli eno obdobje. In ta možnost, da bi mi dejansko se lahko v enem krogu, jaz pravim vedno to, če iz prostorskega vidika je fajn, da je to krog, ne. Mislim, kjer smo vsi, bi rekel, enakopravni ali pa bi rekel, gradimo en skupen prostor, zaveten, varen prostor. In tam se da marsikaj. Skratka, te socialne veščine, ki jih je danes ogromno in še naraščajo, v permakulturi jih je ogromno, so dejansko nekaj, kar lahko zelo nadomesti in pospeši zaupanje med ljudmi in prepoznave med ljudmi. In bi lahko, če bi jih uvedli tudi v teh procedurah državne, recimo birokracije, lahko ljudi dejansko prebudili za to zdravo človeško presojo. Ja. Včasih smo živeli pred 2000 leti z 10 zakoni velik stoletij. Zdaj imamo pa na 1000 zakonov, pa težko živimo težje, pa niso noter vrednote poštenost, ki točno vemo, kaj pomeni in še kup takih vrednot. Tega ni. In to je ključ vsega Glejte, če sem mogoče občine omenem, ker sem tudi župan, kako je z odgovornostjo. Za vse odločitve v eni občini so svetniki odgovorni. Se pravi, za dvigom rok, ko prepolovijo, je to odločitev in oni, ker niso strokovnjaki na svojem področju, niso odgovorni za svoje dejanje. Župan pa spet ni odgovoren, ker je občinski svet tako odločil. Se pravi, mi nimamo odgovornega in so milijonski projekti in tako naprej. Zato to slepo ulico najde. V vsakem podjetju, v vsaki kmetiji, ne vem kje, imamo točno odgovornega človeka, ki vemo, ti si odgovoren, če ne bo šlo tako. Tukaj v politiki pa tega ni. In v politiki niso te vrednote poudarjene, niti spromovirane, niti pravzaprav politika je naše ogledalo in ta bi mogla skrbeti, da so te vrednote pridijo nazaj, tako kot smo jih že imeli pred 100 let nazaj. Sej moramo krog nazaj narediti. Jaz z mojega vidika lahko povem, da prava ne poznam veliko. Vsega pa po eni strani bojim, ker je v bistvu nekdo, ki ima veliko znanja v pravu, te lahko dejansko pač povozi. Zdaj, če ima več finančnih sredstev, pa sploh, ne. Ker recimo, ne vem, ena izkušnja, da smo bili na enem večjem podjetju, pa je tam direktor jasno povedal, da je v vsaki pogodbi lahko najde napako, tako da bomo itak delali, kar bo on hotel. Tako da je z tega vidika je moja uporaba prava samo zato, ker se želim nekaj zaščititi pred nekomu. Ampak tukaj smo ugotovili, ne moram tukaj pohvaliti Miha, da malo povezan prej s Kušnjavo, no, da recimo, da smo delali en primer, da je jasno, 300 000 evrov prometa. In je prišel zaradi preferenc in tako naprej in projekt je bil vreden 100 000 evrov. Ampak ta projekt je bil velik, videli se je, da je korporacija, da imajo neke pravne zadeve. Videli se je, da je neka energija nekako ne sklada z nami. Ampak je bila tista Skušnjava 100 000 evrov, ne? To je dejansko 1/3 prometa. Pa je bila tudi povezava s tem, da bi jaz dobil 10% provizijo, to sprav, ker sem bil kot takrat ne še zaposlen, ampak kot svetovanje. In je bila ta, ko bi rekel, Skušnjava še večja, ne? Ker se mi takoj zamiglil, sem rekel, pa se jaz tega nam delo, jaz moram sam prodati, pa pol dati, ne? Tako. Ampak je bilo pol nekako, ko sem se pogovoril z zaposlenimi, pa so oni, tako si videl, da oni so rekli, ja, glejte, jaz sem tukaj zato, da delam, vi meni povejte, pa če treba delati, bom delal, ampak si videl, da niso bili srcem pri temu. Pa še pol, ko si pogledal te pravne zadeve, pa ko si videl eno simple zadevo, ko sem se pol predstavljal, ko mi je moj ati naučil, je rekel, on je meni vedno, mogoče, ko bi rekel, primitivno, ampak on je rekel, a so zmenjena, puj, pa mi je dal roko.
In to je bilo nekaj, kar je meni takrat rekel, a lahko jaz grem do njih, pa rečem roka. Ne. Smo videli, da ne gre in sem pa tudi Miho rekel, le jaz ne bi šel v ta projekt. Pa on rekel, ja Rok, sam ti si zdaj pol leta delal za ston, ne. Sem rekel, vem, ampak ne morem, ne. Čeprav je tako, kot je prej Marta zelo dobro rekla, ti straha, ne, ki smo rekli, kaj pa če tega projekta namo sprejela, bomo preživeli naslednja meseca. Ne. In to je še večja skušnjava, ker te pol na vse strani vlečeš in pol v bistvu tistega, tako bi rekel, srca sploh ni več. Ne. Imaš kle, a ne, in sploh ne veš več, kaj bi naredil. Ne. To je za mene največja skušnjava, ta del. In na koncu, kar sem hotel nekako zaključiti, je v tem, da smo ugotovili, da če pride stranka, ki rabimo pravo uporabljati, ni ta prava za nas. To je čisto simpel. Tako smo v bistvu pol, ne vem, zadnje čase, ki si to lahko prvošimo, prej si tega nismo modali. Ja, prej si tega nismo prvošali, to lahko povem, smo dostikrat sprejeli pač nepravilne stranke za nas, ker nas je pač naučili, jebi ga. Ampak danes, ki si lahko mogoče to bolj prvošimo, s takimi delamo veliko lažji, sploh pogodb se ne gleda, ni mesečnih komplikacij, v smislu, to je preveč denarja, to namo plačali, tega ni. Tako da se zelo vidno, da mora biti neka frekvenca, ki se ti z njemu gibaš in pa ni problemov. Ja, to je to, no. Hvala. Zelo zanimiva izkušnja, ne? Pronicljiva. Jaz bom rekel, da kar se tiče prava, ki ga izvajajo profesionalci, to so tisti, ki imajo zaključene pravne fakultete, pa pravosodne izpite, pa tako naprej, da sem zelo dvomljiv do tega prava, da je to pravo daleč od tistega naravnega prava. In vsa ta zgodba se je začela za časa antičnega Rima. Za časa antičnega Rima smo mi neko naravno zadevo, ki smo jo poimenovali dogovarjanje, pod katerega smo se potem še podpisali, smo ga mi poimenovali pravo. In danes so si pravniki dobesedno uzurpirali del dejavnosti, ki je popolnoma naša. Zaradi tega, zato pa stvari tečejo tako, kot je. Bi pa tukaj rad opozoril na neko drugo zadevo še. Pravo ni etika in etika ni pravo. Pravo in etika sta po mojem tudi nepovezani. Sta precej vsak sebi in precej ločeni. In s čim to lahko utemeljim? Do česa pride, kolikor mi te zadeve povežemo, pa rečemo, etika služi pravo, ali pa pravo bo služilo etiki. Pripelje do primera Kraševec. Vi ste vsi slišali za tega Mirka Kraševca, to je bil sekretar na vladi zdajšnjega predsednika Cerarja, ki je pač izstopil iz vlade, zaradi tega, ker je zastopal svojo ženo in je izjavil, da v Sloveniji so tako ali tako vsi sodniki pristranski in da ni nobenega sodnika, ki bi lahko razsojal v primeru njegove žene. Seveda so ga tudi zaradi tega obravnavali na sodniškem društvu, na sodniškem svetu. In kaj so rekli? Ne, saj ni nič nezakonitega, saj ni nič v nasprotju z zakonom. Ampak neetično je, kar je rekel. Neetično je in nemoralno, da se sploh upal podvomiti v to, da nihče ni pristojen, ker so vsi pristranski. In zaradi tega, ker ne laja skupaj z nami, zaradi tega ga bomo mi na osnovi etike izključili iz naših vrst. No, Kraševec je izstopil, kot ste lahko prebrali, je izstopil sam. Bi pa tukaj še eno zadevo rekel, mogoče se bo slišala majhen paradoksalna, tako kot se je slišalo od Fukuyame pred nekaj desetletji, ki je izjavil konec zgodovine. Prišli smo na konec zgodovine. Jaz bi pa postavil vprašanje, ali smo mi s tem, ko se pravo tako nadgrajuje intenzivno in ko ti dogovorni procesi, v bistvu sprejemanje družbenih pogodb postaja tako intenzivno in imamo zmeraj več tega, ali smo etiko pripravili do tega, da bo prišla do konca. In če dam samo eno primerjavo. En moj bivši profesor Stane Južnič je rekel, etika je zamenjava za naše instinkte.
Izgubili smo instinkte, to je tisti, ki so krmilili, kako se bomo obnašali, pa kaj bomo naredili. Ali bomo pred ognjem pobegnili, ali pa bomo ogenj skočili. Včasih smo imeli instinkte. Zdaj imamo pa etiko, to se pravi, smo postali neka razumna bitja, ali je tudi etika tista, ki je dodeljena razumu. In zdaj, če smo na ta način, mi, na nek način, te instinkte nadomestili z etiko, ali bomo s pravnimi normami, z dogovornimi normami, v bodoče nadomestili etiko. In tukaj je to, kjer smo se zdaj vrteli, ne? Etika in prav. Je etika samo razum, je etika čutenje srce, je tisti čut, ko rečeš, je prav, pa ni prav, pa je to težko določiti, pa definirati, pa mogoče to nekje napiše, pa veš, da je tako prav in temu slediš. Čas teče, gremo proti koncu, še zadnja misel, bomo šli zdaj pa z druge strani. Najprej smo vprašali mogoče, poslušali smo nekaj stanja poslovnih, kakšno je stanje poslovne etike, kakšne so možnosti nekaj novih pobud. V prvem delu smo slišali nekaj zelo lepih stvari. Skušamo zaključevati ta naš posvet in mogoče za zaključek reči, kakšno je sporočilo tega posveta, tega našega pogovora, kaj smo slišali od drugega, pa bi radi počrtali, ali pa preprosto kdo, ali na kakšen način lahko ustvarjamo eno etično kulturo v poslovnem svetu. Pa kar pri vas. A se lahko navežem na gospo Marto? Seveda, zato je tu. Gospa Marta je na začetku spregovorila o vrednotah. In sicer je rekla, nam dobesedno rekel, ki se nisem zapomnil, je rekla, svet vrednota razpada, kakršnega imamo. Jaz ne vem, a svet vrednot, in sem si sam pri sebi takoj pomislil, ali svet vrednot res razpada, ali pa se samo hierarhija vrednot menja. Jaz mislim, da je bolj to. Menja se hierarhija vrednot. In kadar se menja hierarhija vrednot, se menja še nekaj. Menjajo se privilegiji. Tisti, ki so prej pri unih vrednotah imeli privilegije, jih imajo zdaj pri teh. In to je pa tisto, kar boli. In zaradi tega imamo takrat verjeten občutek, da razpadajo vrednote. Ampak ne razpadajo vrednote. Razpadajo samo naše privilegije. Tako, to bi za zaključek. Dobro, hvala. Jaz bi pa mogoče tukaj poudaril, gospod Ira je prej dobro rekel, da si lastimo vse. Veliko stvari saj iz mojih izkušenj izhaja iz tega, da se zelo hitro identificiramo s tem, kar smo naredili, kar smo rekli, kar smo ustvarili. In se mi zdi, da je tukaj dostikrat, ko spoznamo napako ali pa, saj jaz se še zmeraj učim, jaz še zmeraj iščem okrog, še zmeraj testiram, kako se pa to obnaša, če jaz takole naredim. Je največje nek strah pred temu, da bi ljudje priznali napako pa rekli, to je narobe. Lej, tukaj sem zajebal, dobesedno zafrknil sem in da greš tja in pogledaš oči. To se mi zdi, da je največ. Ampak ker se toliko identificira s tem, da rečeš, evo, jaz sem zdaj uspešen, jaz zdaj to imam, jaz imam zdaj to hišo in če bom rekel, da zafrknil sem ta način, ne gre dobro, boš vse to zgubil. In to se mi zdi, da je nekako to pa poruši tisto verigo, no, zaradi tega, ker pa zdaj rečeš, ok, bom nekaj novega ustvaril, skozi razmišljaš, kako boš za sabo, pač kar je laž, da boš nekako po ovinkah prišel do tega. To se mi zdi, in to zavedanje, da pač vsi delamo napake in se moramo učiti. In smo spet pri Hoffmanu, ko pravi, eno od tistih etičnih, rečemo, kaj to etično dejanje je, ko sem naredil narobe, priznati svoje krivdo, soočiti se s tem in iti naprej. In seveda, to lahko naredimo v okolju, ki računa s krivdo, ki računa z napako, ki računa tudi z grehom, da imamo potem tudi en trenutek usmiljenja, ni samo potem obtožbe in obsodba. To je spet ena kultura. Letos papež je odprl leto usmiljenja, ki mogoče ni pravni termin, pa ni poslovni, ampak ima še kako prav vsakim človekom je s tem še možnost, potem pa še vse narobe. In da je še možnost. In tukaj je ena trenutek. Fino, hvala. Ja, kaj ne rečem za zaključek? Glejte, upanje je, v to verjamem, kot je že gospod Ramovš omenil, mislim, da v predavanjih mi smo
ta generacija, ki ima sive brade pa sive lase, je oropala, izdala naše starše ali pa bolj prastarše, stare starše pa oropala mlade in to se pravi, nas bo reševala mlada generacija, vsi tukaj jih je bolj malo, ampak to vidim pa v temu način poslovanja, kako mlada te izkušnje imamo iz podjetja, ki določene izdelke tržimo po celem svetu in ti mladi so za računalnikom, so povezani v razne komunitije in oni odločajo in so, ta generacija Y je bolj etična, ima večji občutek za pravičnost in ona pravzaprav odloča, kako bo kupila po internetu, pa kje bo kupila. In če bo nasplošno trend, da ne hodijo v supermarkete, da ne hodijo, da ne podpirajo te velikih korporacij, bo te propadle. In to je edina rešitev. Enostavno. To se dogaja že. Ja, to se že dogaja. Ja, tako. Hvala. Je pa že to povedal. Dobrega. Spet se bom na Matka navezal, zato ker se mi zdi, da ta temelj, ta zemeljski temelj, biti v stiku s ciklusi narave. Tudi mi premalo kolobarimo svoje življenje. Recimo ravno ta tempo, ki nas sili, da smo skozi enaki, zima, poleti, skozi isti tempo, isto jutro in tako. Jaz odkar kolobarimo v svojem življenju, da sem recimo arhitekt, sem zdaj sam šel v zimskih mesecih, ko se noči podaljšajo, drugač me kličejo kmečka opravila. In sem zelo hvaležen temu. In bi rad, da, mislim, še dodatno spodbudu, da probamo vse te meje, ki se nam postavljajo skozi, bi rekel, že prej, skozi strokovne organizacije, skozi, bi rekel, te tudi korporacije, ki so neke otoke, oni se dejansko postavljajo proti svetu na nek način. Se neke svoje cilje interne zadajajo in potem z njimi pravzaprav skozi neke strategije, se temu se čisto vojaško reče strategija, ciljna publika, to so dobesedno včasih napadi, na to splošno človeškost, da bi ukrepili, da bi znali v svojih lastnih okoljih dejansko preseči vse te institucionalne omejitve in dejansko zaživeti v tisti skupnosti. In to so bili te stari prostori, recimo. Ni naključje, da se je ravno v Prešernovi vili, mislim, Prešernovih rojstnem mestu v Vrbi ohranili recimo to drevo prednikov s temi kamni, kjer je vsaka hiša imela svojega predstavnika. Ker to biti skupaj v krogu povezanosti, kjer vsak lahko brez obtožbe, zanimivo, tam ni bilo nasprotnika, vmes je bila lipa, do nasprotnika si ti prišel preko kroga, in krog je omehčal to nasprotje, tako da nasprotje je obstajalo, ampak ni bilo, ni bilo hromeče, ni bilo traumatično, in to zaupanje v to, v ta prostor, mene v arhitekturi zelo poneslo, recimo ko sem bil enkrat v Dabru, to je ena mala vasica na Makedonskem in tam je veljala ena prerokba, ena izrek in pravi, ako če Istanbul da padne, ker oni so bili pod Istanbulu, Dabar, če ga obnoviti. Ako pade Dabar, ko če obnoviti. Ako ne Dabar, ko onda. In tudi za Matko Kot mislim, da tako velja. To so Matko Kot ne bo država možno, da bo propadla, ampak Matko Kot jo bo obnovil. Ampak če pa Matko Kot propade, ga pa država sigurno ne poznala obnoviti. Če že 400 let bo še. 500 let. Hvala. Ja, toliko lepih misli so kolegi tlele nanizali, da ne bi imela kaj veliko za dodati, ampak z tega srečanja odhajam še bolj prepričana v to, da je potrebno res osveščati posameznike, posameznice, da se znajo opredeliti za to, da je prav in kaj je prav in da znajo to tudi zagovarjati. Ker če bomo imeli več takšnih ljudi, če nas bo več, bomo verjetno tudi korporacijsko pravo premagali v nekem naslednjem mogoče življenju, ali pa generaciji. Tako da to bi bilo nekje eno glavno sporočilo, ki ga jaz nesem sabo. Pa še seveda to, kar se nam pa dejansko dogaja, kako je že bilo rečeno, to s tistim demografsko
revolucijo, kako že, skratka, da s to demografijo, ki nas pa čaka tudi v Sloveniji, ne, bo treba pa res zelo hitro in zelo konkretno sprejeti zelo veliko konkretnih pomembnih ukrepov. Tudi zaradi tega, da bomo imeli kaj predati v naslednje generacije. Toliko bi imela jaz za razmišljanje.